Leta 2022 je globa v višini 1500 evrov zaradi prekrška, ker ni predhodno pridobila dovoljenja za delo otrok na YouTubu, doletela Jasno Žaler-Culiberg. Gotovo je moj primer bolje razjasnil in ozavestil tudi druge ustvarjalce vsebin na družabnih omrežjih, kaj vse je pri našem delu potrebno upoštevati. Tedaj imajo vse urejeno. Zelo radi sodelujejo, ker se ob tem veliko nasmejimo, naučimo. Ni režirana vsebina z vajami in pripravami, ampak predvsem spontanost. V celoti pa ima nadzor nad tem sama, torej mama in ne otrok, pojasnjuje, saj se dobro zaveda pasti spletnih objav. Danes jih pa zagotovo motivira tudi to, da so za svoje sodelovanje plačani, kot to narekuje zakon. V praksi je največji izziv miselnost ljudi, da gre le za kompenzacije, naprimer, da le nekaj pokažeš, malce promoviraš za prijateljico, da za objavo zgolj dobijo neko darilo, pojasnjuje odvetnica Alja Fakin. Z pravnega vidika so to vse irelevantni pravni argumenti. Vplivništvo je delo, je poklici, zato morajo biti te stvari urejene. Vendar pa včasih nekateri vplivneži na otroke gledajo, grdo rečeno, kot na rekvizite.